V knjižnici smo dokupili izvode učbenika za zgodovino v 9. razredu osnovne šole Koraki v času 9. Podatki o zalogi so za isti naslov običajno podobni. Če vsi izvodi stojijo na isti polici, imajo isto signaturo. Če so bili nabavljeni hkrati, imajo iste nabavne podatke. V okviru istega bibliografskega zapisa lahko polja za zalogo razmnožujemo in si tako olajšamo delo. V knjižnici imamo že en izvod učbenika Koraki v času 9. Dokupili smo še 2 izvoda. V vsebinskem sklopu Gradivo poiščemo gradivo. S postopkom Pokaži polja 996-997 poiščemo polja 996 s podatki o zalogi. Polje izberemo. V aktivni iskalnik polje 996-997 se naloži izbrano polje. Polje označimo in z gumbom Uredi preverimo podatke. Podatki o signaturi, števcu inventarnih številk in statusu so aktualni, zato jih je smiselno razmnožiti. Nabavni podatki niso aktualni, zato jih ne bomo razmnožili. Zapustimo okno urejevalnika. V aktivnem iskalniku polje 996-997 označimo polje, ki ga želimo razmnožiti in izberemo postopek Razmnoži polje 996-997. Pri število polj 996-997 vpišemo 2. Razmnožijo naj se vsa podpolja, zato nabora podpolj ne spreminjamo in ne brišemo. Ker ne želimo, da se kopirajo nabavni podatki, odstranimo kljukico pri Kopiraj vse nabavne podatke. Označimo, da naj se odpre urejevalnik polj 996-997 za polja, ki bodo nastala. Potrdimo z gumbom V redu. Odpre se urejevalnik novega, pravkar razmnoženega polja, v katerem preverimo podatke, ki so se razmnožili. Ker moramo vpisati še nabavne podatke, kliknemo na ikono svinčnik za vnos nabavnih podatkov. Iz pustnega seznama izberemo način nabave. Nato kliknemo na gumb Nabavni podatki in vnesemo končno ceno za izvod. In številko ter datum računa. Nabavne podatke shranimo. Odpre se urejevalnik novega polja, kjer vnesemo nabavne podatke še za drugi izvod. Izberemo način nabave ter vpišemo še podatek o ceni in računu. Odpre se okno s seznamom razmnoženih polj 996-997. Če jih izberemo, se nam naložijo na vrh seznama v aktivnem iskalniku polje 996-997.